Ljudje in ljudine, poslušate 52. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, obiskovalci bizarno odvijajočih se dimenzij, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo! in moja malenkost Aljoša Hrlamo. 52. epizoda je že 9. tako imenovani special iz karantene. Skratka, to so izredne epizode za izredne razmere. Tole, kot rečeno, snemamo za vse, ki ste te dni doma in ne veste, kaj bi sami s sabo, še toliko bolj za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne, neustrašne, delovne ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Zlasti seveda so te epizode naše zahvale medicinskemu osebju, kmetom, gostincem in tako dalje. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V zapiske bomo, kot že nekaj zadnjih epizod, prilepili 2 povezavi, kjer lahko pomagate družinam in študentom, ki so se v teh časih brez vsakega prihodka znašli v stiski. Račun je odprla organizacija Petka za nasmeh, ki jo je dobro podpreti že tako ali tako, ter inštitut 8. marec, vedno v prvi bojni črti za boljši svet, pa tudi povezavo, kjer lahko nakažete društvu Kralji ulice. Hvala, če pomagate, verjemite nam, mi smo strokovnjaki in vam lahko zatrdimo, da je šele to prava supermoč. Zdaj pa k epizodi. Tokrat smo se odločili, da pritresemo serijo The Plot Against America oziroma Zarota proti Ameriki, katere prvo sezono, oziroma gre za miniserijo, najbrž sestavljeno iz 6 delov, si lahko ogledate na HBO Go, če ste naročnik, in je ekranizacija romana Philippa Rotha, ki ga imamo tudi v slovenščini. Potem pa bomo besedo ali 2 namenili še drugim filmom in knjigam, ki obravnavajo žanr alternativne zgodovine. Kakšno besedo bomo seveda rekli tudi o samem žanru. Še preden se tega lotimo, se veste, standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, če niste gledali serije, nehajte poslušati na tej točki, poslušajte vmes raje kakšno drugo našo epizodo, lahko tudi kak drug podcast, če že silite in se želite pokvariti okus, in se k poslušanju vrnite potem. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je ne boste, izvolite z nami v paralelne ZDA, v katerih se na oblast povzpne fašizem. V resnici ni tako zelo paralelna, samo z nekaj zamude. Maestro, bužgi intro. Tada, mi smo nazaj. Skratka, ogledali smo si še kar dokaj svežo miniserijo, ki se imenuje The Plot Against America. Večkrat smo že oglaševali na naših socialnih omrežjih, pri Kolcu smo delili parkrat, tako da jaz mislim, da če ste nas spremljali, potem veste, zakaj gre, pa tudi napovedali smo, da bomo to delali, tako da lepo prosim, ne delajte se presenečene. Najprej, kaj sem hotel povedati, da ne bomo mogoče čisto takoj zašli v samo serijo. Jaz moram takoj na začetku povedati za tiste, ki ste mogoče zdaj poslušali intro, pa začeli poslušati epizodo, pa niste gledali serije, da mogoče vseeno prej pogledate serijo. Mito in Igor, kaj vi mislite? Vsekakor. Jaz sem bolj manj vedel, kaj se zgodi, ker sem že prebral knjigo, ampak sem vseeno užival v seriji, tako da mislim, da ni zdaj razkritje konca, kaj se zgodi ali pa kaj je bistvo serije, ne pokvari pač uživanja ob tem, ker je zelo dobro narejena. Kakovostna serija, pač čist celo od scenarija do igre, produkcije, res HBO kvaliteta na ta pravi ravni. Tako da lahko po mojem tudi poslušate dalje, če želite. Mislim, meni se zdi tako, da že na Wikipediji imaš v opisu takoj Philip Rothov roman, kaj je premisa, opisano, torej kaj je ta alternativni zaplet ali pa zasuk
ampak to je zgolj štartna točka vsega sranja, ki se pol zgodi v zgodbi. No? Tako da ne zgubiš tu nič, oziroma si lahko komod predstavljaš, kva se zgodi, I guess. No, bom pa jaz rekel, da recimo, kar je mene malo presenetilo, jaz sem si v soboto zvečer, mislim, da ob 9. uri rekel, ok, zdaj 3 dele pogledam, se ne spim, potem pa 3 dele jutri, ampak pol kar nisem mogel in sem pogledal vse do konca. To se meni redko zgodi, moram priznati. Tehnično gledano si najbrž pogledal 3 še v soboto in naslednje 3 popoldneči, tako da si se držal načrta. Igor Pametnjakovič, tako kot zmer. Ja, bilo je tako, Igor, imaš prav, seveda, načrta sem se držal in tudi spal potem do, mislim, da 12 ali do kdaj. Tako da, skratka... Ja, če smem vprašati, kaj te zgodba pritegnila toliko, da nisi mogel nehati, ali kaj te je... Ja, veš kaj, mislim, jaz sem tudi vedel, sej Rotha, jaz sem to knjigo pol, zdaj, ko sem jo spet malo bral v originalu, jaz sem tole bral takrat, ko je šlo, očitno v slovenščini, pa sem čist, ne vem, pozabil, da sem to prebral, ali kaj. Ampak tudi se nisem toliko se ne spomnim zdaj. Ja, zelo me je zanimalo, kako se konča, kje se bo to končalo, kako daleč bo šlo vse skupaj. No? To me je zanimalo in zato se mi je nekako zdelo. Pa vsa ta zgodba, mislim, da so zelo dober, se to bomo še govorili, pa zelo dober so te notranje napetosti v družini, nekako zunanje napetosti in to zelo kompleksno, to se mi je zdelo res fino narejeno. No? Mogoče za začetek samo toliko, da povemo pač nekaj malega o tem žanru, ne, alternativne zgodovine oziroma alternativne stvarnosti sem tudi našel v slovenščini. Sicer pa tudi, če se prav spomnim, čakaj, kje imam zdaj to v zapiskih, Aljoša, kako imaš to zmedeno napisano? Ja, seveda, v evropski literarni vedi se pogosto to imenuje ukronija, kar je podobno utopiji. Pač še utopos pomeni ne kraj, je ukronija ne čas. Skratka, čas, ki se ni zgodil. Večkrat sicer v znanstveni fantastiki se pojavlja ta žanr nekako povezan v začetku dost z multivesoljem, pa z večdimenzionalnostjo, pa potovanje v času, kjer pač nekdo naredi neko spremembo in se zgodi Metuljev efekt. Je pa Stephen H. Silver, ki je med ustanovitelji nagrade Sideways Award for Alternate History, se pravi prav nagrade za ta žanr, definiral žanr na ta način. Skratka, gre za, najprej mora obstajati to kot zgodovinsko delo, kar pomeni, da je to zgodovina že za časa avtorjevega življenja. Jaz vem, da smo v literarni vedi navadno rekli, da je to vsaj eno generacijo nazaj je zgodovina. Skratka, mora biti nekaj, kar ti pa tvoji starši niso doživeli. Se pravi, zgodovina detkov je že zgodovina. To mora biti zgodovinska sprememba, ki je opisana pač v knjigi, mora biti bistvena, skratka mora spremeniti potek svetovne ali pa neke lokalne zgodovini bistveno drugačen in pa besedilo mora pravzaprav roman zasledovati posledice te spremembe. To je treba zelo paziti, ker sem ne spadajo znanstvene fantastične zgodbe o prihodnosti, ki so za bralce že zgodovina. Tako kot pač... Ja, 1984 recimo. Ja, ampak posledično tudi Zarota proti Ameriki ne more spadati, ker tukaj je avtorjevo otroštvo dejansko opisano not, ne? Ja, ampak tam so bili že take zgodovinski dogodki, da to je bila zgodovina zanj, no. Tako da ni toliko striktno, pač kaj je zgodovina je zelo, je vseeno pač... Ja. Vsekakor pa izpade potem Philip K. Dick in The Man in High Castle, ki se dogaja v sedanjosti, takrat, ko je bila napisana. Ne? Tisto v 60-ih nastalo in se odvija v 60-ih kot posledice nečesa, kar pa se je zgodilo prej. Ja, ampak on opisuje, pač zgodovinska sprememba je bila v 40-ih, ne v 60-ih. Ja, 60-ih, sedanjosti že. Torej samo zgodovinska sprememba se je morala nazaj zgoditi. Ja, zgodovinska sprememba, lahko ti piše še vedno neke vrste sedanjosti, ampak je to nekaj, kar ima čist svoj tok, kar je v 40-ih se nekaj zgodilo drugačnega. Ne? In tista zgodovinska sprememba pa mora biti v zgodovini, to pa absolutno. Ne?
in pa seveda zgodbe o skrivni zgodovini ne spadajo sem. To so pa recimo zgodba, da bi zdaj mi odkrili, kdo je neko kriminalko, zdaj ne vem, o čem gre Kingov roman, ampak če imaš ti roman o resničnem morilcu JFK-ja, je to sicer neke vrste sprememba zgodovine, ne? Ker pač mi imamo v glavi, da je pač njega bil Oswald, ampak če to ne vpliva in če pač oni ne odkrijejo, da ga je v resnici Oswald, je to še vedno zgodovina. Sem pač skrivna, tako da to ne paše noter. Pa razliko moramo delati med pač se pravi alternativno zgodovino, ukronijo in pa kontrafaktualno protidejstveno zgodovino. To pa je, če si pač nek zgodovinar pač zada nalogo, da bo pa zdaj preučil, kaj bi bilo, kakšne bi bile posledice, če bi se zgodovina drugače odvijala. Se pravi, mora biti leposlovno delo, mora biti leposlovje, se pravi izmišljena fikcija. Ne akademsko pač. Zanimivo, ravno včeraj sem gledal en video esej na prav to temo in to je, kak bi izgledal svet po Inglourious Basterds, če bi se odvili dogodki, kot so vse v tej knjigi. No. Tako da prav zanimivo, nisem vedel, da sem že par tekal v no, vidiš. Preden sem za to zvedel, ampak ja. Drugač pa ja, najzgodnejši primer neke vrste alternativne zgodovine, čeprav tukaj gre za to protidejstveno zgodovino, kot smo rekli, je Ab urbe condita liberi, ustanovna knjiga mesta, mislim, da se to prevede v 9. knjigi Tita Livija iz nekje med 27. do 9. Leta pred našim štetjem. Livij je namreč špekuliral, kako bi se razvijalo 4. stoletje, če Aleksander Veliki ne bi umrl in bi se lotil osvajati Evropo oziroma Rim, kot je to načrtoval. Mislim, da tu ni kvarnikov, če pač Rimljani ugotovil, da bi mu Rim itak izprašal gate. Ne? Tako da to prvo literarno tako večje delo je pa Joanot Martorell. Jaz nisem glih francosko, tako da ne bom poskušal tole v francoščini izgovoriti. Njegova epska romanca Tirant Beli iz 1490, kjer ta Tirant Beli prepreči padec Konstantinopla v turške roke, kar se je malo predtem v resnici pač zgodilo. Jaz sem malo tudi brskal in ugotovil, da v slovenščini nisem našel, da bi imeli alternativno zgodovino. Imamo pa v slovenščini od lani prevod Srba Marka Vidojkoviča, romana njegovega Res vam hvala, kjer si on zamisli, kako bi bilo, če Jugoslavija ne bi razpadla, če Tito ne bi umrl. In je Tito zdaj star ne vem koliko let in pač zdi se mi, da je Tito preživi. Skratka, Jugoslavija še zmeraj, ljudje vozijo zastavo 1001, se mi zdi, pa pač vsa ta velika podjetja so še zmeraj noter. Sam pol se nekako zgodi, neka druga dimenzija se odpre, in tam v tisti dimenziji pa je Jugoslavija. To je pač naša, tista dimenzija oziroma tista realnost je naša in tam pa je Jugoslavija razpadla in se nekako obe stvarnosti, se pravi obe multivesolji, več vesolji, se pravi, čujem lepši izraz, prepleteta. To bi bilo bolj ali manj to, še imata vidva kaj za dodatle? Ne. Teorije nismo niti toliko dobro poznala, midva sva bolj v praksi alternativnih teorij. Mislim, skozi branje in gledanje filmov nisva. Mislim, saj jaz nisem dejansko obiskal drugih realnosti ali jih videl ali kaj takega. Jaz pa najbrž samo se zihar ne spomnim. Zdaj tako, kaj sem še hotel reči. Je pa zelo zanimivo, no to se mi je zdelo zelo zanimivo, zato sem jaz, mislim, da našo epizodo poimenoval Alt zgodovina. Najpogosteje pač vse te seznami, tudi vsi filmi, vsi ti romani, najpogosteje je povezan z drugo svetovno vojno. Pač tudi najbolj znana dela, Igor je že omenil Filipa K. Dicka, tudi jaz bom pač pol omenil Fatherland, to so vse knjige oziroma pač svetovi, ki so si jih zamislili avtorji, kaj bi bilo, če bi se druga svetovna razvila drugače, kot se je. Zato sem dal naslov Alt zgodovina, ker pač ponavadi pač fašizem tako ali drugače pač zmaga. Zakaj mislite, da je tako obešeno na glih ta prelomni dogodek druge svetovne vojne? Mislim, toliko tega je, no. Mislim, zato, ker je bilo tako izenačeno, ker je folk res cvikal ali ker je tak izziv zapisati.
Mislim, zdaj jaz nisem zgodovinar, tako da težko rečem, kaj je bilo izenačeno ali ne. Mislim pa, da gre predvsem za to, ta en strah, ki nam ga je pač kot civilizaciji vcepla druga svetovna vojna in ki smo ga v zadnjem desetletju najbrž je en kup ljudi ga pozabilo, in to je, da vzpon fašizma prinese ful slabih stvari. In to je nekaj, kar je ful fasciniralo ljudi, lahko bi bilo res bad, pa ni. Ne? In to je pač nek zgodovinski nauk, ki ga je sodobna generacija pač pozabila, pa ne mislim zdaj mladih, ampak mislim predvsem pač, ja. Bolj odrasli ljudi, in zdaj je to vse manj neka alternativna zgodovina in se vse bolj zdi, da postaja realnost. Ne? In z tega stališča je prav zarota proti Ameriki toliko fascinantna in je zelo primeren čas za adaptacijo bil zdaj. Dost bolj kot takrat pred 15 ali koliko leti, ko je knjiga izšla, ne? Ker kaže zelo natančno vzpon fašizma z zelo zanimive perspektive judovske družine v New Jerseyju, in en kup stvari, ki se zgodijo v tej zgodbi, se je zgodil. Nastavki za razvoj fašizma v ZDA so obstajali in je zgolj splet enih srečnih naključij, da do teh dogodkov ni prišlo. Tako da jaz mislim, da je to nekak razlog. Ja, zelo verjetno je. Glej, jaz še vedno sicer mislim, da pri nas bi bila tudi zanimiva, druga svetovna vojna bi znala biti zelo zanimiva za alternativno zgodovino, tako da vsi nadebudni avtori, ki poslušate, dam vam to idejo za ston. Pač kaj bi se zgodilo, če se domobranci ne bi povezali z recimo Nemci in bi Anglija, se pravi Velika Britanija, lahko podprla domobrance namesto partizanov in bi zmagali v tej vojni pač domobranci, se pravi domobranci in četniki in ustaši recimo v Jugoslaviji. Kako bi se takrat razvijala zgodba? Ja, Igor, ti veš. Mislim, to je ena od ne vem, 5 možnih variant. Kaj pa, če Tito ne bi bil toliko imel vpliva napram Stalinu in bi mi bili dejansko del Varšavskega pakta? Ne? Kakšno bi potem bilo življenje? Ali pa, ne vem, če bi dejansko Nemci zmagali, kot je v večini teh zgodb, in bi, oziroma Nemci, ali pa še celo, da bi bila Slovenija razdeljena na Italijo, Nemčijo in Madžarsko. Ne? Kako bi to vplivalo? Ali bi še vedno hodili v Lendavo v toplice? Ne vem. Si klih toplica našel. Meni je tam ampak če bi zdaj ob koronavirusu dobili nemške vouchere, bi lahko šli malo le. Oziroma mi bi italijanske, se pričujem, Ljubljana je zdaj, jaz sem zdaj pozabil, da res nisem Štajerc zadnja leta, ampak Ljubljančan, tako da ja, mi bi lahko šli v Italijo, ne bi bilo to super. Ja, pa na Hrvaško. Pa na Hrvaško, ja. Tudi. Ja. Skratka, da se kar lotimo zdaj teme, potem ekskurzu manjšem. The Plot Against America, se pravi zarota proti Ameriki. Kdo bo obnovil čisto začetek zgodbice? Igor? Bom kar jaz. V bistvu angleški naslov The Plot Against America je zelo zanimiv, zato ker beseda plot pomeni zgodbo oziroma dogajanje v zgodbi, hkrati pa pomeni zaroto in tudi kos zemlje, parcelo. In je pogosto uporabljena večpomenski besedi, tukaj gre predvsem za zaroto, ampak dogajanje je zelo pomembno pri tej zgodbi. Kot je Aljoša opisal, ni mogel nehati gledati, binžno je celo zadevo, ker ima zgodba dober plot. In v osnovi gre za družino judovsko, ki živi v New Jerseyju, v enem majhnem mestu, ki se zdaj ne spomnim naslova, blizu Newarka, mislim imena. In 40 so predsednik Roosevelt namerava kandidirati za 3. mandat, ampak pojavi se
protikandidat močen, ki je tale. Zdaj mi je pa z glave padlo povedati. Lindbergh. Charles Lindbergh, človek, ki je preletel Atlantik in je bil v tistem času dost močen politično, ampak se je na koncu ni odločil vstopiti resno v politiko zato, ker so mu ugrabili in ubili sina. Kar je grozno, mafija je bila vpletena in tako dalje. Skratka, človek, ki je sicer pretrpel tragično družinsko zgodbo, je pa bil po svojem prepričanju fašist, občudoval je Hitlerja in njegov vzpon in v navezavi s Henryjem Fordom, ki je bil hardcore antisemit in fašist, tako da vsi, ki vozite Forde, pomislite malo na to, odkot izhaja vaš avto in res to podjetje je skozi zgodovino naredilo zelo dost slabih stvari. Ne? No, Igor, ne zakoraš. Kandidira, postane predsednik ZDA na zelo osnovni kampanji, ki je Amerika ne bo šla v vojno, ostala bo neutralna, prinesel bo mir in blaginjo in to tudi naredi. Zelo hitro podpiše pakt o nenapadanju s Hitlerjem, nato še s Hirohitom, hkrati pa v ZDA vzplanteva vse bolj podpora fašističnim idejam, ki jih noben ne uspe zabijati nazaj, ker pač je podpora za to v populaciji in v državnem in represivnem aparatu vse močnejša. In se začenjajo napadi na Jude, takoj najprej na pokopališča, na ljudi, na trgovine in to se pač eskalira. Zgodba je pač podana skozi to družino, eden član družine gre v Kanado, emigrira v Kanado, da se pridruži vojni, se gre boriti vojni, se ne konča najboljše za njega, ampak vseeno, potem pride nazaj in zgodba se zaključi s tem, da se začne zgodovina vračati na naše tirnice, ko Lindbergh izgine z letalom. Zelo nakazano je, da je bila neka zarota proti njemu. In potem, ko podpredsednik hoče takoj fašistično državo ustanoviti in skiniti ljudem osebne svobode, se prva dama povzdigne svoj glas proti temu in potem imajo čim prej volitve, na katerih pa zmaga Roosevelt. In to je ena ključnih razlik med knjigo in serijo. V knjigi Zmaga Roosevelt prekliče mirovne sporazume z Japonsko in Nemčijo in zgodi se Pearl Harbor zelo malo potem in zgodba se potem očitno vrne, zgodovina se vrne na naš timeline, kakorkoli. Dočim tukaj pa se konča, serija se pa konča z volitvami, ki je zelo nakazano, da bodo ukradene, ampak ne zvemo, kaj se bo zgodilo. Ne? Kar se mi je pa zdelo zelo, zelo zanimivo in zelo mračna popotnica za november v ZDA. Ok. Tle smo. Ja. No, kaj vam... ste brez besed. Ja. No, bom kar nadaljeval tu, ko si ti za to omenil. Jaz sem gledal intervju z, torej, kako se že reče, creator, ne? Simon z Seth Meyersom. On je z Rotom enkrat imel šanso se pogovarjati, preden je umrl, 2018, ker so takrat že imeli v planu narediti tole serijo. In mu je Rot prav rekel, prosim, ne vleči vzporednic za Trumpom, ker pač je nekaj primerljivo, nekaj ni, pa te štekam, kaj si zdaj hotel povedati, ne, to čisto na koncu. S tem, da koliko jaz razumem, knjiga, ne, se zaključi z zmago Roosevelta, ne.
Ja. Ja, medtem ko tukaj je pa tako open-ended, ne vemo, a je ali ni. Tako da to je mogoče ta ena neka razlika. Ne. Vem pa, kaj misliš, torej, ker se zaključi tudi z žganjem nekih volilnih lističev. S žiganjem volilnih lističev in preprečevanjem dostopa do volišč. Jaz sem bral en intervju s Simonom že pred časom, ko je razlagal, kako je bilo z Rothom sodelovati in je rekel, da je prišel z knjigo do njega, ne? In mu je rekel, gledaj, te stvari ne bojo štimale, recimo knjiga je celotna perspektivi Filipa, mladega protagonista, tako da en kup stvari, ki so povezane s teto, pa z onim, ki je vojni, tega ni not, ker pač on ne ve tega, on ve samo to, ker sliši pogovore starejših, odraslih. Skratka, rekel, da te stvari bo treba spremeniti, pa to plus, da konc ne deluje čist v redu. Ne? In da je potem Roth vzel knjigo, listal gor, listal sem tja, zapre knjigo, mu da nazaj, pa reče, gledaj, to je tvoja stvar. Aha, ok, dobro. Ampak ja, sporednice s Trumpom pa mislim, da če bi jih bolj vlekel, bi bilo, ni rabil, ker dejansko Lindbergh in tista stranka, za katero je, pri kateri je on bil, ki je potem se nekako postala del republikancev ali kakorkoli, je bil njihov slogan America First. Ne? Ja, to je res. Ja. Aljoša, samo ful me zanima, naprimer, ker si napisal v zapiskih torej razlike med serijo pa knjigo, to, kaj bo ta vidva povedala. Tukaj bi še samo nekaj dodal, mi se je zdela ena stvar zanimiva, kaj je Simon povedal v tem istem intervjuju z Seth Meyersom. Da v bistvu razlika med Lindberghom pa Trumpom je, da Lindbergh je dejansko bil heroj z tistega časa, ameriški heroj. Ja, ampak poslušaj, vsi smo ljudje, prav tako je rekel v intervjuju, vsi smo krvavi, vsi smo good, bad, levo, desno, ampak Lindbergh je bil za Ameriko tistega časa, glih za čas depresije, brezposelnosti, lakote, brezdomstva, da tip je preletel Atlantik, on je bil v očeh javnosti dost uspešen, karizmatičen, načitan, tako, rečemo intelektualc nekega kova, ne? Kljub fašizmu pa antisemitizmu in tako naprej. Trump to ni, Trump je en velik pusič in to je on hotel povedati, to je Roth hotel njemu povedati, da njega prosim primerjati z Lindberghom, ker v bistvu kljub temu, da Lindbergh taktičen douchebag kot je Trump še bolj. Ja. Vsaj v tem oziru. Tako da to sem hotel reči. Ja. Vsekakor ima prav, ja. Lindbergh je vsaj nekaj dosegel v lifeu. Ja, vsaj. Medtem ko Mr. Bone Spurs pa pač vse vemo. No ja, pač Lindbergh je to res utelešenje tega, tako kot si rekel, pač za ta čas in pa za Ameriko, to je en ameriški mit, ne? Oni imajo radi osvajalce, ljudi, ki nekaj prvič naredijo, ne? On je prvi preletel Atlantik, ki self-made kot da self-made man, ne? Se pravi nekdo, pač Amerika zelo ceni posameznika, nek posamezen napor in tudi malo nekega, recimo tega egoizma, kar se meni zdelo pa zanimivo. Zdaj, če smo že pa začeli to primerjavo z Lindberghom in Trumpom, se mi je zdelo to, da Lindbergh, ja, tudi jaz sem dobil občutek tudi v seriji, ni neumen, ne? Yeah. On točno ve in tudi recimo Trump bi vse povedal, jaz se ne bojim, Trump vse pove, pač on je res tako, pač pride in pove, pač ja, pač karkoli mu že pade na pamet, če tudi to ni nikoli nič pametnega. Lindbergh je pa zelo tako političen, ne? On je zasebno temu rabinu zmeraj govoril, da pač on ne sovraži judov, da vse bo v redu, sprejel ga je v vlado, da je tam delal neke projekte, ker naj bi judom pomagali v Ameriki in tako naprej. Medtem ko javno ni nikoli obsodil fašistov, ne? Oziroma nikoli ni obsodil Ku Klux Klanovcev, dejanj, ki so se dogajale, ampak se je kar izmuznil, kar na tistem slavnem govoru, ki ga poslušajo, mislim, da pred zadnjem delu, ki prileti tja se pravi v mesto, kjer so se zgodili zdaj umori, pač temnopoltih, in židov. Ne, temnopoltih, njegovega političnega nasprotnika so umorili. Tako onega židovskega radijskega voditelja ubijajo, on pride tja in reče, vse bomo naredili nekaj, da bojo otroci varni. Ne, otroci so varni in še bojo naprej varni. Ja, vaša deca hodijo v šolo, vse je cool, vse je okej. What the fuck? Ja, zdelo se mi je tako zelo antikoronsko, no, je govoril, pač, ni res, niso vsi v šole. Ne, hočem pa povedati, ja, on je tako zelo so pač velike razlike med Trumpom
in Lindberghom. Ne? In to hkrati. Drugače pa ja, so pa velike podobnosti. Amerika First pa ta izolacionistična politika. To je pač, to bi zdaj Trump nazaj uvedel, ne? To je takrat bila realna pač stvar. Ne? Amerika se je odločala, pač potem, ko je v prvi svetovni vojni izgubila veliko ljudi, pač veliko denarja, bila v depresiji, se je res odločala, zakaj bi pač Američani pomagali Evropejcem v njihovi vojni. Tako da... No, pa sej tale antisemitizem, recimo, kako zelo je bil prisoten. In tukaj je Roosevelt, ki se praktično ne pojavi v seriji, je prikazan kot nek ultimativen savior, kot nek rešitelj in v knjigi dobesedno je. Ampak dejansko je on bil predsednik, ki je leta 1939 odslovil ladjo, križarko, polno judovskih ubežnikov, nekih 1000 jih je bilo, ki so šli najprej na Kubo in so jim Kubanci rekli, da ne želijo. Potem so probali iti na Florido in so jim na Floridi, medtem ko so Američani kao se trudili jim pomagati priti na Kubo, so potem rekli ne, da to pa ne. In je Truman, Roosevelt sam jih zavrnil, zato ker je vedel, da bi mu to politično škodovalo. Čeprav se mu je v osnovi zdela dobra ideja begunce sprejeti. So jih potem poslali nazaj, oni so še pisali v Kanado, če bi jih vzeli, so jim Kanadčani rekli, da ne hvala, in potem so prispeli nazaj v Nemčijo, kjer jih je polovica umrla v koncentracijskih taboriščih. Eno par so jih neke evropske države vzele, ampak je bilo tako, da tisti, ki jih je vzela Francija, jim ni ravno dost koristilo, pač Nizozemska pa to. So jih kasneje dobili. Tisti, ki so šli nazaj v Nemčijo, so pa bili takoj strpani v geta in potem v koncentracijska taborišča. In to je nekaj, kar je Roosevelt vedel, da se bo zgodilo. In je zavestno sprejel to odločitev. Ampak dejansko sem prepričan, da bi mu politično škodovalo in da je vprašanje, kako bi se potem vse ostalo povezano z drugo svetovno vojno odvilo. Ja, zdaj v zgodbi /romanu je nekako prikazano, pa tudi predvsem ta očišče ali gledišče, skozi katero mi spremljamo tale plot oziroma zgodbo, je ta družina, ki je pač zelo zanimiva, mišonga različnih likov je, ki imajo tudi drugačne poglede, kako reševati situacijo, kako se odzvati na situacijo. Predvsem ta najmanjši je meni najbolj zanimiv, torej najmlajši sin, ki je kot nek naš surogat, ki se vse sprašuje, kaj se dogaja. Jaz nimam pojma, kaj se dogaja. Kdo je Hitler, kdo je Lindbergh, kdo je, a veš, nima pojma. Meni je bilo zanimivo to stališče, da nekako so pričakovali, vedeli, kaj Lindbergh to počne, pa kljub temu niso mogli tega prepričati, vse dokler se tale rabin, tale Quisling, ni dal žegen Lindberghu, ki je dal odpustek. Mislim, da ta njegov nečak, kako že reče, ko se skregata, reče, a ti ne štekaš, kva je naredil. On je ravno dal vedeti vsem evangeličanom, katolikom, vsem je dal vedeti, da je Lindbergh čist da je če glasujete zanj. To se meni zdelo najbolj fantastično. Pač on tam pove, ko se prepirata pač fotor, se pravi fotor te družine, ki ga je igral. Morgan Spector je fotor. Odličen je bil. Ja, super je tudi meni. On pač misli, pač je še itak prvič naivno prepričan, da Lindbergh nima šans proti Rooseveltu, ker pač Roosevelt je pač predsednik in se obnaša predsedniško, spet pač ta na Trumpa, medtem ko mu pač ta mladi, ki pa je, kako smo pa rekli, da njemu? Alvin, Anthony Boyle, mu pa pač reče točno to, kar si ti rekel, pač tu ne gre za to, da bi zdaj rabin hotel Žide pridobiti za to, da volijo za Lindbergha. Ne. On je hotel sam vsem ostalim reči, ne, glej, čist on je v redu, pozabite, kar je rekel en mesec nazaj v Židih, to ni važno, lahko ga volite, prav je, pač jaz kot Žid vam dovolim, da ga volite brez slabe vesti.
Podobne pristope so ful uporabljali troli, ki so desničarski troli, ki so si na Twitterju recimo, ali pa na drugih družabnih omrežjih pretvarjali, da so Judi in si dali sliko nekega stock foto za avatarja nekega Juda in enostavno tako spraševali, ja, ampak jaz sem pa slišal, da to pa to ni tak. In da on v bistvu ni ne vem kaj. To je zelo dobra taktika, politična, in tudi pokaže to, kar si prej rekel, koliko dober politik je ta fiktivni Lindbergh, ki sem dost prepričan, da temelji na pravem Lindberghu. Če v bistvu za Trumpa samo izpostaviš, pa ne bi rad za celo epizodo o Trumpu bluzo, ampak če gledaš njegove relije, ima odzad non-stop itak neke tele surogate, imaš Latinos for Trump, pa Blacks for Trump, pa nekaj odresno, to je ta njegov Lindbergh level, razumeš, tak Bogu, on razume vse to skupaj, nekao, pač postavi enega stock foto Blacka noter, pa boš mogoče dobo en glas več, ali nekaj tega, tako on razume, no? To njegovo politično stvarnost. Ampak, mislim, ja. Ne, jaz sem hotel reči, da tle, kar se mi pa zdi, da zgodba tudi ful dobro pač postavi in kjer sem jaz mogoče na razvoj tega malo pogrešal, mi pa je bilo to, da pač izpostavijo tudi to, da seveda antisemitizem je že bil tukaj in Lindbergh je samo katalizator, on je samo nekdo, ki podneti pač do konca in ki pač s tem, ko postane predsednik, ne obsoja tega, pač legitimizira pač antisemitizem in se ta lahko res razbohoti. Ker imamo zgodbo matere, se pravi Zoe Kazan, ki je bila tudi meni fantastična, ker ona preprosto pove, ona je živela v neki četrti prej, ki ni bila judovska, živeli so pač židje pač ena hiša židovska je bila med samimi pač katoliki in vsi, ki so hodili mimo, so kazali, glej, tle pa živijo židje, oni židje. In pač v resnici je pač pokazala, da ta stvar je že zdavnaj bila tle tukaj, da to ni nekaj, kar bi zdaj pač Hitler pripeljal ali pa kaj bi, ne vem, Lindbergh si izmislil, ampak pač je sam, kataliziral. V bistvu, zgodba ima meni zelo dobre 3 nastavke oziroma 3 izhodišča, ker eno je ta družina z svojimi notranjimi trenji, torej mati, ki je zadržana, boječa, oče, ki je patriot, aktivist, nečak, ki je doer, on zbeži v Kanado, on, kako je že rekel, ko ga je vprašal Kanačan, do you want to fight for king and country, pa on reče nazaj, no, I just want to kill Nazis. Ja, welcome. Pa potem imaš pa še zgodbo Ester pa tega rabina, ki se ima ta ljubezensko razmerje, torej njuno kvizlinštvo, ne, torej njuno, kako ne temu rečem, jaz mislim, da kvizlinštvo pravi izraz za to je. V bistvu, mogoče kvizling ne čist zato, ker bi pri njemu rekel, da on je dobesedno izdal z nekimi, se je zavedal, kaj dela, medtem ko ona dva mislim, da sta dejansko prepričana, da delata nekaj dobrega. Ok, pa dobro, jaz sem bog zdaj v slovenski drugi svetovni vojni zgodovina, ne bom se delal pametnega tu, tako da mislim, da pri nas je podobno tale župnik, ali kaj je Škof Rupnik, pardon, ja, kako? Rozman, hvala. Tudi on je kolaboriral s tem, da bi pač pomagal slovenskem narodu, kao ta je bilo njegovo napisano, deklarirano izhodišče, ne? Ker mislim, tudi ta rabin je delal, kao pa ne, jaz skušam zgolj tudi s tem programom, kak je že Just Folks, pomagati, da se židje asimilirajo v pravo Ameriko, kar je že izhodišče zgrešeno. Pa ne vem, če sta bila pozorna v epizodi, mi je bilo ful zanimivo, v pisarni od Ester, ki potem vodi Evelyn, pardon, ja, ki jo igra Winona Ryder, tudi dobra. V njeni pisarni so plakati za tale Just Folk. A sta opazila en plakat, je bil ful zanimiv, ker v bistvu velika črna temna figura na žitnem polju, ki se sprehaja po neki kao tej pravi Ameriki. Ampak že ta figura je v bistvu kao kot nek naci lik nekega, a veš, leta je temna figura, ki prihaja do vas, pa tako naprej. Ne vem, če ste bila pozorna na ta fini detalj. Tako da, no, moj point je, kao, že zgodba sama ima te zelo različne lepe nastavke iz teh 3 različnih pristopov, ne? Ne vem, a sta vidva tudi podobno to spremljala? Ja.
Vsekakor. Meni se je še ena sporednica zdela zanimiva, pri tem programu Just Folks oziroma pri drugi fazi, kjer ne samo, da otroke pošiljajo na neke exchange program, ampak da dejansko ponudijo oziroma prisilijo družine, da se preselijo tja v Kentucky in North Carolina. In je dejansko program, ki je dosti podoben temu, kar so nacisti izvedli v Sloveniji, predvsem Mariboru, kjer so velik del Maribora preselili v Kragujevec, kjer pa jih niso pobili, ampak so jih sprejeli in jim pomagali, kar pač kaže na to, da Jugoslavija, ne glede na to, da je pač razpadla država v zelo velikem konfliktu, je bila bolj kul kot ZDA takrat. Mislim, bolj povezana, bolj prijazna. Jugoslaviji dupo. Okay. Drugač pač ne smete pozabiti seveda na starejšega brata Sandyja, ki je tudi, meni je bil v bistvu ta konflikt najbolj zanimiv in v resnici me je to tisto, kar me je gnalo naprej. Čakal sem pač ta moment, ko bo Sandy se zavedel, da pač njegov heroj Lindbergh, njegova zelo prijazna teta, ki mu pač skuša pomagati in ki skuša spodbujati sicer njegovo umetniško naravo, in on preko tega pravzaprav se zelo poveže z njo in proti očetu, ki je pač stvaren, ki pač hoče, da si najdejo job, da pač dela, da preživi in je tako ima zelo jasne, pač ne smeš preveč zaslužiti, ker pol si že kapitalist in sam za to delaš, moraš ravno nekje vmes biti, pač ka. In Sandy pač se zelo na teto naveže in zelo verjame pač v to, verjame v Lindbergha in vse. In pol pač ta njegova počasna realizacija je tisto, kar je meni gradilo napetost pač te serije, ko on pač zveza vse ta nasilna dejanja, ki se dogajajo po Ameriki in ko gre teto pač prvič vprašati pač zakaj se to dogaja, zakaj pobijajo ljudi, če ni antisemitizem, zakaj se spravljajo na vse Jude, ki jih najdejo. No? Tako da. Ja, meni pred njegovi zgodbi je bilo tako, ful dobro se je začelo, pol na sred kar malo mrknega ni, mislim, ima to neko, zelo se ustavi, no, njegova zgodba je tak, je tisti neki klasičen teenager, ki kaj ti meni govoril, jaz sem bil tam dol, so super folk, a veš, jaz sem to vse doživel levo, desno, mislim, da šele na koncu, ko se tisti Ku Klux Klanovec mimo avta sprehodi, za njemu pa goreča stavba tistega Delija v oni vasici, šele takrat mu po moje klikne fakt, to je res mim. Oni hočejo mene biti samo zato, ker imam, ne vem, takšne korenine. Ne? Da tudi, mislim, je pa malo sfaljivo, ne? Vse meni se zdi. Tista scena s Klanovcem, ki se tam pojavi, pa že on v kafiču, ki grejo na WC. Mislim, ker imaš idejo, da je to neka daljna zgodovina, ampak takrat dejansko klan še niti ni bil tako dolgo prepovedan v 40-ih. In je nekaj, kar ne vem, toliko časa nazaj je minilo, kot ne vem, pri nas je prepovedano kajenje v zaprtem prostoru, pa še vedno lahko kje vidiš koga kaditi. Po mojem, pri njih na jugu so točno tako gledali, pa kaj pol. Ne? Ja, se so to ne, čisto na easy hangal, tamle s policisti, medtem ko je stavba gorela. Ne? Moram še povedati, mene je tudi ta štorija čisto stira fuklena od tamalega soseda, ki mu je oče umrl. Pol pa se preselijo po čisti zmoti ali gluposti v Kentucky. Pa so bolj ali manj vsi vedeli, da to se ne bo dobro končalo za mati samohranilko, pol pa imaš tele telefonske klice tam malga, ker sam sem ni, lačen sem, ona ne bo prišla domov, umrla je, to me je čisto povozilo, to sem izjemno narejeno, moram reči, da res izjemno narejeno. Ja, ful dobro odigrano in zgrajeno in kamera, celca je ful dela. Ja, ker ga ne vidiš in je tako bolj pretresljivo, ker prav slišiš, ker sam zvok, ne sam glas in njegov obupan otroški glas, in kako ga pač Zoe Kazan ves čas bodri, ne, mami bo prišla nazaj. Ti sam pejci kosmičen naredi pa tako, ko pa odloži telefon, je pa takoj, mama je mrtva. Ja, jaz mislim, da ima to, ta serija, mislim, da smo itak že zaokrožili nekako, pač to je propad v anarhizem, pa pogrom ameriški, da se tako izrazim. Na koncu pa zmaga z novimi volitvami, Lindbergh zgine, ampak meni ta serija zmaga z
neko taktilnost, neko haptičnost zna prenesti, ker jaz sem cel cel skakal s fotela. Jaz sem se skoraj da drl že na televizijo, kak ne vidite, kva počne, a si slep, a si gluha, kaj je z vami, a ste vsi nori. No? Pa sem se prostino tudi pogovarjal, da vse imaš neko izkušnjo zaradi tega, ker ti poznaš zgodovino. Ne? Oni je niso poznali, oni niso vedeli, da se holokaust svoredno dogaja, ne? Ampak oni so šele doživljali. Tako da že to odigrano, pa tale, mislim, super subtilno narejeno, pa ful močno zadane ta nek zelo grozeč element, ki ga preko ekrana prenese. No, kar je meni najbolj fascinantno je, da ti uspešno predstavi nemoč enega pač posameznega človeka proti zgodovini. Dobro, sicer imaš pač to, da ta rabin pa pol pač ta starejši gledati pač Lindbergha, ko pristane v New Yorku oziroma New Jerseyju in tako, pač imaš te, da se vključujejo tudi zgodovinske dogodke, ampak v resnici večino stvari, ki ti jih slišiš preko radija, ko družina posluša in tako doživljaš zgodovino, kot so jo oni, kot nekaj zunanjega, kot nekaj, kar te bo pač povozilo in ti pač, sorry, nimaš kaj. Pride razglas, šefi so rekli, da te bojo preselili, lahko sem pustiš službo ali pa pač greš. Mislim, tako ta groza in totalna nemoč in točno to, ko si mi to rekel, ja, prav se začutiš tako živčnega, ker bi rad povedal, pač, gledajte, kaj se dogaja, pa gledaj, kaj bi jim pomagalo, če bi vedeli, mi to ne. Zanimivo, meni je tu bil zelo zanimiv konflikt, pa počasno stopnjevanje konflikta med možem pa ženo, ne, ker tudi zunanjost je na nju vedno bolj pritiskala, ne, ali je nekdo, ali so v prvem delu vidijo one Nemce, ki ga žingajo veselo, ne, v tisti četrti, kamor sta se ona dva želela preseliti, potem v Washingtonu, ko se na stopnicah žere, pa bodi tiho žita, ne, pa potem, ko ga en pri mizi govori, a boš tiho, kak je že Roosevelt lover, neke take fore, počas se skozi take majhne dogodke začelo vedno bolj pritiskati, potem pa še ta njun konflikt se tudi toliko bolj zaostri, ker ona je želela v Kanado zbežati, ker so vsi bežali, vsi so rekli, samo spakiri, pa pet. Ne, on je pa bil patriot, ne, domoljub, on je vseeno zase govori, jaz sem Američan, to je moja država, jaz druge države nimam, jaz se moram temu opreti in se je, ne. Kljub temu, da v zadnjem delu je da prav si imela, kaj nam je to naredilo, ne? Zato, ker so začela deca to nase vleči. On je potem na koncu v bistvu z pištolo se fura naokrog, to je ta njegov aktivizem prinesel. Ne? In to je bilo zelo dobro narejeno. Tudi ta konflikt mi je največ tudi dal. Ne? Tako, mislim. Ja, v bistvu to je zelo vredno narejeno, da je to v osnovi družinska zgodba. Vse te velike zgodovinske dogodki, ki so pač drugačni, ker je to alternativna zgodovina, pa so nekaj, kar od zunaj pritiska na njih in vidiš, kako njih to spremeni. In v knjigi, ki je povsem z perspektive Filipa, podana je to še bolj očitno, čeprav so drugi liki, jih vidimo samo skozi njihove oči. Torej, recimo, ne vemo, kaj se zgodi Alvinu v vojni, čist natančno, razen tega, kar pove par stavkov, ko pride nazaj. Politiko, koliko on presliši pogovore ali pa kaj, ni pa vedno prisoten, pa ne sestavi si vedno čist cele zgodbe. Tudi je do neke mere tisto, da ti kot bralec veš več kot glavni junak, ker pač je on 10-letni fant. Zanimivo je pa tudi to, da v knjigi se družina ne piše Levin, ampak Roth, tako kot pisatelj in je tudi vsem isto ime. On je imel brata Aleksandra Sandija, očeta in mati, ki ima isto ime, in vse to, tako da je tale avtobiografski pristop k temu doda eno dost resničnost. In mislim, da ko je Philip Roth ustvarjal to knjigo, je zelo veliko črpal iz svojega otroštva, iz tega, kaj so se starši doma pogovarjali, kaj je slišal po radiju, kaj je slišal odrasle govoriti in kako si je to iz stvari zapomnil. In to doda celotni zgodbi pristnost. Bi pa vseeno priporočal, da če zdaj nihate knjiga ali serija, pogledajte serijo. Knjiga je v slovenščini, priporočam, če znate v redu angleško, preberite izvirnik. Žal, prevod ni najboljši. Zdaj,
ni običajno, da disam prevajalec disa. In tudi ne bom povsem, ampak mislim, da je tukaj založnik kriv. In sicer naslov knjige je Zarota proti Ameriki. Vse skupaj deluje kot nek thriller in v osnovi thriller, ne glede na to, da je ime Pulitzerjevega nagrajenca tam kot avtorja. In prevajalec, ki je prevzel to nalogo, je sicer prevajal knjige o Jacku Reacherju, torej Leah Childsa, ali kakorkoli se ta pisatelj piše. In te Jack Reacher kriminalke so zelo lušne, osnovne šunt kriminalke, ni visoka literatura. Potem je pa tale Philip Roth tudi preveden na podoben način, kar zmanjka pri samem občutenju te družine in vsega tega. Dobiš pa tole zaroto ful bolj izpostavljeno in bombastično, kot bi bilo treba in kot je v knjigi. Tako da, če boste najprej gledali serijo, pa potem šli brati slovenski prevod, boste morda malo razočarani, ampak... Sem mislil, da boš zdaj rekel, da na koncu še bombo deaktivira, veš, ampak je tako. Ne, ni pa prevajalec dodaja v knjigi ničesar. Ni to alternativni prevod, ne. Tako je Pižama razlagal o prevodih, mislim, da Prečeta, kjer so tisti neki škrati ali vilinci pili neko določeno pivo. Nek brendi so bili not vključeni, da je bil prevod cenej. Skratka, to je bilo to. Jaz mislim, da smo seriji čisto dovolj povedali, da smo vas lahko navdušili za njo, če še niste gledali, pa če res je 6 delov, je se pravi malo več, oziroma tle nekje 6 ur, no? Vse skupaj, tako da pogledajte. Je pa miniserija, ne gre za prvo sezono, ampak za miniserijo. Zdaj pa smo obljubili, da vam vsak od nas predstavi še en izdelek kulturni z alternativno zgodovino in bo kar začel Mito. S čim? Skratka, govorimo še o alternativni zgodovini. Skratka, Mito, kaj si ti pogledal, oziroma kaj si ti spomniš, da si gledal takega? Veš, da Watchmen lahko izpostavim, ker se gre pač torej izhodišče Watchmenov je, da ko se Dr. Manhattan pojavi, potem se zgodovina prelomi, ne? Amerika zmaga v Vietnamu in od takrat je vse drugače, tako da to bi bil eno od takih primerov, samo to smo že omenjali. Slidersov sicer nisem gledal, tako da o tem ne bom. Sem pa jaz še dodal v naše zapiske, ne, torej 11, 22, 63, ne, ampak si ga že ti obdelal, ta Stephen Kingov roman. Zgodba za temu pa je, da to je serija tudi iz 2016, da James Franco potuje nazaj v čas, da bi preprečil umor, ampak ker ima svoj nek personal shit, se začne za svojo lastno zgodovino igrati, tako da v bistvu je potem zgodba o tem, kako on lastno zgodovino nekako alternativno začne spreminjati, niti ne toliko, da bi vplival na glavne dogodke. Ne. Ker pač Oswald še vedno se mi zdi, da naredi svoje, pa da se stvari bolj ali manj zgodijo tako, kot se edino on sam pri sebi nekako spremeni, zelo podobno kot tudi potem Back to the Future Part 2, kjer je pač ta isti mehanizem alternativne osebne zgodovine uporabljen, ne, ker si pač neki ker se je nekaj v preteklosti spremenil, se je tvoja sedanjost potem obrnila na glavo, kjer pač v Back to the Future, ne, če smo že pri tem, Biff ima on Sports Almanac in postane ultra bogat bolj kot sam Trump. Tako da to bi bilo mojih partih, ker moram pa priznati, da ful mi manjkajo tile naslovi, no. Kar se tiče pri serijah pa pri filmih. Je pa še potem, to sem še pogledal nekje, nisem pa pogledal do konca, For All Mankind je pa taka tudi alter serija, mislim serija, ki se igra za alternativno zgodovino, kjer pa se pač vesoljska tekma nikoli ni končala in Rusi so prvi pristali na Luni, tako da je malo drugače iz tega nekega štartnega pointa, da ni zgolj druga svetovna vojna. Vidva? Ja. Jaz bi izpostavil The Man in High Castle, Philipa K. Dicka, ki je alternativna zgodovina, dogaja se v 60-ih, drugo svetovno vojno so zmagali naciji in Japonci.
ki so si razdelili ZDA. Torej, naciji so okupirali tale vzhod in del juga, ki je neka ločena država, rasistična, zahod imajo Japonci. Kar je zanimivo pri tej zgodbi, pa je, da se nekaj se ukvarja s to veliko politiko, kaj se takrat dogaja, bolj se pa ukvarja s tem, kako je to spremenilo ljudi. Recimo, eden od glavnih junakov, ki jih na začetku spoznamo, ki živi v San Franciscu, kjer se večina zgodbe dogaja, je mnenja, da Japonci so ful bolj cool kot belci, da fuck it, zakaj ni on Japonec, ampak kako srečo ima, da lahko trguje z njimi, da ima tak biznis, kjer mu to dovoljujejo, ker Japonci oni segregirajo vse skupaj in pač se ne smeš družiti. Ampak, kar je potem zanimivo, je, da tam je ena knjiga v knjigi, ki opisuje svet, ki je podoben našemu, ampak ni čist isto, kjer so zavezniki zmagali in naciji izgubili. In to knjigo je napisal en človek, ki je ta naslovni The Man in High Castle in se ga nekateri ljudje odpravijo iskati, da bi izvedeli kak in zakaj. In celo point vsega skupaj je pa ena zadeva, ki se imenuje I Ching in to je neka vrste šloganje, ki izhaja iz kitajsko in pač ti imaš nekih 6 cifr, ki so v nekem heksagram razporejene in potem so knjige, kjer ti ugotoviš, kaj bi naj to pomenilo, pač neke kocke imaš in svoje odločitve, pač rečeš, kaj na zdaj naredim, vržeš tiste kocke, pogledaš, kaj ti tisti heksagrami tam povejo in si razlagaš to, kot pač znaš ali želiš. In on je rekel, da je na osnovi, on je povedal, da je na osnovi tega napisal knjigo, ki mu je dala vpogled v to našo realnost, kar je dost povezano s tem, kak je Philip K. Dick napisal knjigo, ker je takrat odkril I Ching in on je pač ustvaril like in ko se je moral odločiti, kaj bo nek lik naredil, je vrgel te kocke in potem je najbrž naredil to, kar je nameraval tako narediti. Ampak posledično vseeno je cela knjiga dost random, je malo frustrating, brat, ker pač, zdaj bo pa to naredil, ne bo to naredil, nekaj posebno nepričakovanega bo naredil, ker je pisatelj pač vrgel kocke. Amazon je potem naredil serijo na tem, kjer je vzel enih par teh osnovnih idej, ampak je naredil cel ful širšo, ful bolj neki upor, potovanje med različnimi svetovi, v glavnem ful bolj kompleksna štorija, ki presega to knjigo, je pa vizualno zelo zanimiva, zgodba pa malo nihano. Amazon, to je bilo dosti na začetku tega, ko je Amazon začel delati serije in pozna se ful to, da so rekli 10 epizod mora biti. In ni bilo res ne nujno, da je 10 epizod po 1 uro, ampak bi lahko to prilagodili. Mislim, da so se kasneje naučili dosti iz tega, ampak tukaj na zgodbovni ravni malo trpi serija. Okay. Kaj še? Aljoša? So pa 3 sezone, ne, tega, če se prespomnim. 4. Celo 4. Ja. Okay. Jaz ne vem, če bi gledal. Knjigo reč problem. Ja, ok. Pač Philip K. Dick je bil tudi kar precej, zdaj iščem politično korektno, ampak zmešan. Zmešan. Ja, če bil na heroinu, no, Ne, ne, ni bil na heroinu, ni bil na amfetaminih. Amfetamin. Ja, ok. V povezavi s paranojo. Ja, on je malo pred smrtjo odkril, da nekako, če sem si prav zapomnil, da mi živimo, da smo v resnici v rimskih časih in da živimo v matrici, ker pač nas imajo na drogah in se ne zavedamo, da živimo. On je nek bil Tomas, se pravi Tomaš, ne vem kateri zdaj, ker apostol ali karkoli v Rimu in ni bil, tudi ženo je skušal ubiti, jo potisniti z avtom dol z pečine, če se prav spomnim. In tako, kar je bil kar... Težavn. Hvala, težavn. Hvala, Igor, težavn. Najbolj dick move, ki ga je izvedel, pa je bilo, da je na eni točki šel na FBI, pa je rekel, da bi on tudi bil agent, pa da je pripravljen zašpetati svoje prijatelje, ki se skupaj zakajajo in kupujejo droge. Ja. Le, patriot. Drugače, jaz sem hotel omeniti pač film Fatherland iz leta 1994, TV film Christopher Menol ga je posnel,
po romanu Roberta Harrisa, ki ga tudi imamo v slovenščini, v njem pa igra Rutger Hauer, pa Miranda Richardson, no tudi, ampak Rutger Hauer, zato ker sem ta film že mislil imeti takrat, ko smo snemali v kinoteki. Gre pa za eno zanimivo, pa če sem to bral in roman in gledal film. Film ni bog ve kaj, pač v resnici na ljubo je pač tak TV film, malo denarja, malo muske. Ampak osnovna premisa, jaz mislim, da je sjajna. Skratka, Nemčija je zmagala, pač sile vsi so zmagali drugo svetovno vojno in zdaj skušajo po ne vem koliko letih, mislim, da je Hitler star tam nekje 70 let ali nekaj takega, skušajo pač zgladiti svoj spor z Združenimi državami Amerike, obeta se eno veliko srečanje ameriškega in pač predsednika in Hitlerja. In v tistem času se dogajajo neki umori in Rutger Hauer pač raziskuje, pač, kdo pobija te oficirje SS-a in na koncu ugotovi, da to počne pač Hitler sam oziroma pač kar SS sam, ker se skuša znebiti vseh ljudi, ki vejo, kaj se je zgodilo Judom. Skratka, ki so odgovorni za židovsko, za končno razrešitev in izginitev vseh židov v Nemčiji. Ne? Kajti, ker je seveda Nemčija zmagala, je holokaust in genocid skrit in noben, kot da ne ve zanga, nihče ne ve, kam so ti ljudje izginili. In pol pač on odkrije to zaroto znotraj tega. In se mi zdi pač tako ena fascinantna pač zgodba o tem, kako pač zgodovino pišejo res zmagovalci. Ne? Tako da to, jaz bom nalepil še spodaj kar neki pač en seznam knjig, ki obstajajo na to temo, drugače sem hotel, tle imam še, obstaja cela spletna stran, ki je stara približno malo manj kot internet, ker je to ena prvih spletnih strani na internetu so bile posvečene alternativnim zgodovinam in ukronija.net je ena najstarejših in tam se zbirajo v resnici vse te knjige in vse pač stvari, ki so povezane z alternativno zgodovino. Drugače pa mislim, da sem že kar nekaj teh smo jih že včasih omenjali, jaz sem hotel pač omeniti med temi, ki niso pač samo druga svetovna vojna, še enkrat The Years of Rice and Salt, se pravi leta riža in soli, Kim Stanley Robinson, ki se mi zdela zanimiva in sem si jo zdaj tudi nabavil na Amazonu, ampak še nisem uspel prebrati, mogoče do naslednjič, ki pa govori o tem, da v resnici med kugo, o njej smo govorili pri pandemijah, 99% Evropejcev umre in pač prevlado v svetu dobijo muslimani, muslimanska in kitajska kultura. No. Tako da in se mi je zdelo to, glede tega, kar zanimivo, drugače pa je tudi... Drzna premisa. Ja, The Yiddish Policeman Union, ki ga je, mislim, da je Igor enkrat omenil, je ena taka, pa še imajo, mislim, da neko... Našel sem še pa en zanimiv film, sem zdaj ne vidim v teh zapiskih, kateri je že ta film. A je to Sliders ravno? Skratka, en film... Sliders je serija, ki zdrsne v paralelne zgodovine oziroma vesolja, pa potem tam imaš te neke, ne vem, Hitler je živ, pa bla bla te fore. Ja, zdaj sem našel. Ja. Zelo zanimiva in kar mal sporna se mi zdi film White Man's Burden, v katerem igra John Travolta s Harryjem Belafontom in v katerem pač so temnopolti tisti, ki so rasisti nad ubogimi belci in imajo prevlado v Ameriki in pač skratka, vse je isto, sem obratno. Okay. Ja, in pač zdi se mi tako en zelo kako naj temu rečem, sumljiv način pač obravnavanja zgodovine. No? Da zdaj se tako, mislim, zdi se mi malo sporno, no? Da se zdaj večina postavlja vlogo manjšine in da to je kot en pornič, no malo je tako. No. Ne, porniči imajo boljše zgodbe. To je nekaj, kar fašisti vedno razlagajo. To je tako, pol bojo pa prišli, ne vem, bomo sprejeli 100 ali pa tudi 1000, Slovencev je 2 milijona, bomo sprejeli 1000 migrantov, pa če vsi pridejo in so muslimani, bomo pa imeli muslimansko državo. Come on, kako slabi ste v matematiki.
kako slab moraš biti v matematiki, da to pomisliš, ampak vedno ima to fantazijo. Po mojem hočejo biti podjarmljeni, mislim, zakaj bi drugače hotel biti naci. Ampak vedno imajo to idejo in pol si probajo fantazirati to in to je taka fantazija. Kaj pa, če bi črnci zdaj imeli belci za sužnje? O ne. Ja, ne bo, ni se zgodilo. No, to je bil prijazni striček Igor, ki je zdaj vam vse lepo razložil. Ja, kaj pa se edino, mogoče še to povemo, Igor, ti pol nisi pogledal tega CSA, The Confederate States of America? Ne, nisem uspel pogledati, to je pa, koliko vem, moj komentarec o tem, kako bi izgledale ZDA, če bi sever zgubil vojno in bi suženstvo še vedno bilo a thing. Ne, tega nisem pogledal, ampak vem pa, da sta na osnovi tega delala serijo za Netflix Benioff and Weiss iz Game of Thrones in potem sta se odločila, da ne. Pametno. Jaz bi tu še da hitro omenil žanr, ki si rekel prej, podžanr, ki si rekel prej, da ne sodi not in to je sci-fi alternativn. Torej, tukaj imamo tega Sky Captain and the World of Tomorrow. V bistvu tale steampunk sodi tu not in podobne, kjer pač bi rekel, da ne vem, je se nekje v zgodovini zgodila neka sprememba, zdaj pa imamo zaradi tega drugačno sedanjost, ki je videti zelo znanstveno fantastična, ampak na nek posebno nepričakovan način. Sky Captain je zelo lušen film z zelo elementarno zgodbo, ampak lep je pa totalno. Jude Law igra Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, ful lušen film, ga zelo priporočam. Tudi steampunk knjige so lušne in polne domišljije. Pa meni je bila blazno všeč vedno ena zgodba, kratka, od Williama Gibsona. In sicer se imenuje Gurnshback Continuum, kjer ta glavni junak, ki je fotograf, dobi vpogled v prihodnost, ki ni obstajala, ki temelji na idejah oziroma knjigah Huga Gurnshbacka, po katerem se imenuje nagrade Hugo, kjer je vse zelo tisto, tako kot Jetsoni, kot pri Jetsonih vse te zavite linije, leteči avti in sound to. Efekti so isti. In ga to pač mu povzroči nek živčen zlom in ker pač Gibson je malo bil downer občasno. Ampak je lušna zgodba in lušen koncept, se mi zdi. Vse te sci-fi prihodnosti, ki nikoli ne bojo obstajale. No? Drugače pa mislim, da je Mito začel s Tarantinom, pa mogoče zaključimo s Tarantinom, zdaj pa vsi, ki še niste zadnjega filma pogledali Tarantinovega, pokrite si ušesa. Ja, pač Tarantino zelo pogosto pač uporablja to alternativno zgodovino in seveda tudi zadnji njegov bilo je nekoč v Hollywoodu je alternativno zgodovinski, ne, ker to je vendarle kar velika travma bila za Ameriko, pač Mansonovi umori in verjetno bi se tudi zgodovina mal gotovo bi imelo kakšen vpliv. Vsaj serije Manhunter ne bi bilo. Ja, vsaj to. Vsaj to. Ja. No, to je to z alternativnimi zgodovinami. Čakaj, jaz ne bom o teh govoril, jaz sem jih samo dal v zapiske, če želi kdo malo več pogledati, ker zdaj v bistvu jaz sem samo dal ene par takih zabavnih naslovčkov noter. No. Naprimer, našel sem en strip Captain Confederacy, ki je grd za pogledat, pa grda risba, pa vse, ampak premise pa zelo kot Captain America. Na živce mi pa gre samo zaradi tega, ker na YouTubeu občitno obstaja kao neki kanali, ki se ful radi ukvarjajo s tem stripom, ampak ta folk ga ni bral in imajo tega heroja kot pač dobesedno heroja. Je pa zgodba je pa tako, da pač tale tip nastopa v promo, mislim, agit propagandi za Confederacy, ki je zmagala južnaško, mislim, torej državljansko vojno, ne? Ampak mu gre vse na živce in se upre svojim vladi, pa njegov najboljši prijatelj je temnopolt, potem ima sidekick Miss Dixie, ki je latino. Mislim, tako
zgodba je kao zanimiva, ker se začne opirati proti lastni državi, ne? Ampak folk na YouTube, en določen folk na YouTube, pa ga komentira kot kao, lejte, se to je isto kot Captain America, se to je isto, veš, ta neki heroj, to je ameriški heroj, zato sem ga samo dal not, prelistil sem eno izdajo na online, ampak to je za nič drugačno, kar bedno. Vsega skupaj je mogoče neki 12 številk. Pol sem pa dal noter full Star Treka, ker Star Trek je pa zelo pogosto se posluževal tega time travel variante, pa potem pride tudi do izraza ta alternativna štorija. Ne? Zdaj noter je seveda The City on the Edge of Forever, kjer so pač eni naši gosti že omenili, da to njim najljubša epizoda. Meni je okej, še posebej zato, ker je noter, kak je že ime, no, te igralki, Joan, Joan, no, nima veze, tale epizoda je super, kjer se gre, da pač tale človekoljubinja, če bo delala naprej, bo lahko preprečila drugo svetovno vojno, ali pa če jo pusti Kirk, da umre, bo pa se zgodovina odvila tako, kot bo, in pridemo do te zgodovine, kjer Star Trek obstaja. Ne? Ta dilema. Polo imaš Yesterday's Enterprise, je slušna. John Collins, thanks, Aljoša, hvala. Nisem hotel reči, ker poznam zone reklame pa iz dinastije, ampak ok. Torej imamo še potem Yesterday's Enterprise, ki je lušna, ena ta boljših epizod, pa Parallels. V Voyagerju imaš The Year of Hell, kjer je pa ta mehanizem alternativne zgodovine kot premisa vzeta. To je skratka, obstaja nek tip, ki mu je žena umrla in on fura intergalaktični genocid, kjer iz časovne linije radira cele planete, zato da se potem rekonstituira njegova velika bivša država, kjer njegova žena še živi. Voyager pa je, ker ima tako tehnologije, izoliran od teh efektov in lahko spremlja vsa ta grozodejstva. Ful zanimivo. Pa v Enterpriseu tudi zanimivo, imaš pa dvojni two-parter epizodo Storm's Front, kjer pa naciji zasedajo vzhodno obalo Amerike, podobno kot v High Castle. S tem, da pač so njihovi glavni oficiri alieni, ki se pač malo špilajo z drugo svetovno vojno, kar pač je joke. Ja, to, evo, kasne, bom pustil v zapiski. No, ampak, a ni tudi cel Discovery v bistvu alternate future, glede na osnovni timeline? Ne, Discovery je v bistvu za canon. Ja, ampak se odvija v drugem timelineu. Ne, Kelvin timeline, torej tileta novi Abramsovi, ti so alternativna zgodovina, celoten timeline je alternativna zgodovina, kjer pač Spocku ne uspe rešiti Romulusa. Ne, medtem ko Discovery pa zdaj bodoča tale Pike Enterprise epizoda, ki prihaja, ko smo objavili trailer oziroma serijo, to je pa vse keno, to vse obstaja v Kirk logiki. No? Aha, ok. Evo. Dobro, skratka, alternativni Star Trek imamo tudi, le kaj nima Star Trek. Star Trek mislim, da bomo zdaj imeli v vsaki epizodi še malo Star Treka za konc, da mi to lahko imamo posebno rubriko. Kaj pa o tem pove Star Trek? Jaz sem čist za. Skratka, v naslednji epizodi spet to pričakujeva z Igorjem. Bom že pripravil zvočne efekte. Ja, glej, sej v naslednji epizodi imaš robote, več pa ne bom povedal. Skratka, to je bila današnja epizoda o alternativnih zgodovinah oziroma o zaroti proti Ameriki. Zdaj gremo na kaj gledamo, beremo, poslušamo, ki je spet zelo super rubrika, ker v njem sva midva z Mitotom znova tiho zgleda. Jaz imam eno stvar za pripomniti, ampak ne Igor, ki je očitno bil ful aktiven. Ne, jaz ne Igor do konca prebral. Igorju nekako ob otroku uspe narediti precej več kot midva ti z mačkami, jaz pa ne vem, kaj imam pa jaz na mestu mačke. Kolesa ali kaj. Aljoša zdaj po nove bicikle popravlja. Cool. Skratka, Igor, Mito pravi, da ne priti. Dobro. Jaz sem do konca prebral novelo, sem se odločil, da bom probal prebrati vse letošnje nominirance za Hugota, te pač novele, ker za romane kdo ima pa čas, pa pri romanih so večinoma deli nekih serij in vse to. In sem prebral od Becky Chambers To be Taught if Fortunate,
ki je ZF zgodba o astronautih, ki raziskujejo druge planete. Pač v prihodnosti pač je možno potovati dalj časa, oni spijo med potovanjem in se praktično ne starajo, pač so v torporju. In v tem času jim tudi telo se spremeni, da so prilagojeni na življenje, torej radiacija jim da hrano namesto raka, mišice se prilagodijo glede na težnost in tako dalje. In potem pač opisuje stvari, ki jih najdejo tam iz enega zelo takega zanosa, navdušenja nad vesoljem. Zelo lušna knjiga, zelo lepo se bere. Nasplošno vse od Becky Chambers mi je bilo do zdaj, kar sem prebral, zelo super in nice in zelo optimistično. Zelo optimističen sci-fi ima, kar je danes redkost. Pa zelo dost potovanja po vesolju, brez da bi se zdaj ubadala z, ne vem, Alistair Reynolds ima ful globoke ideje, kako to dolgo. Tole je ful bolj na easy in je ful fun. Ok, cool. Ja. Tako da to priporočam, pa pogledal sem prvi del serije Into the Night, ker se mi zdi, da je to, ko sem prebral primisel, da to pač je nekaj, kar je zame bilo narejeno in je brilliant. Gre pa belgijska serija na Netflixu o enem letalu, kjer so raznoliki ljudje gor in potem na zemlji se zgodi nekaj problematičnega, pandemija, I guess, ne vem še točno. In oni morajo vedno leteti tako, da je noč in to je Okay. Ja. No, nice. Akcijsko, pa belgijsko. Okay. Belgijska produkcija, okay. Ja. Oh. Ja. Cool. Temu se reče Wafeli akcija. Stella Artois akcija. Okay. Ampak imajo koga, ki zna brcniti, ki zna nogo dvigniti, pa brcniti ta Van Damme kick? Ne, nimajo. Nimajo maslo. Belgijci so tudi se pomehkužili. Belgijski filmi so zadnji, ne vem, 10 let ali pa malo manj špica v evropski kinematografiji. Res ponavadi so depressing as fuck. Ampak tudi, če niso depressing, so ful dobro narejeni, ful imajo zanimive poglede pač na življenje in smrt, ponavadi smrt, veliko smrti. Smrti otrok, smrti starejših, smrti. Tako da ja. Dobro si prodal tole. Jaz moram kar, če bom kdaj stiku s kakšno belgijsko filmsko agencijo in bom priporočil, da te pošljajo malo promovirati njihov film. Res, to je bilo. Smrti. Prav dišijo mi zdaj. Ok, Mito, ti si rekel, da vseeno nekaj ja, imaš? Jaz sem na mah sem pogledal torej A Young Doctor's Notebook and Other Stories na HBO Go, kjer v glavni vlogi igrata John Hamm in Daniel Radcliffe. Je pa BBC-jeva produkcija, če se ne motim. Torej v 2 sezoni sta, vsaka sezona po 4 delov. Štorija je pa simpel, da se mlad zdravnik, ki je ravno kar v letu 1917 ravno kar uletel iz moskovske univerze v izmišljeno podeželsko mestece in se tam pač uči, kako biti dejansko zdravnik, ne zgolj iz knjig. Vmes je pa štorija tega odraslega zdravnika, ki ga pa že boljševiki zaslišujejo, zakaj pa on krade morfi. To je pač štorija je dark comedy, mislim taka dark comedy fora je. Ko imaš full nekih body horror variant že na Cronenbergski ravni, po drugi strani pa zelo smešen, skoraj da že Buster Keatonovski pristop na cajte, tako da je full čuden mix. Prvi del sem bil malo super, da kaj sploh gledam, potem pa je bilo vedno boljše, vedno bolj kvalitetno, ker je res zanimiv rollercoaster čustev pa slik, ki ti jih ta serija zadega noter v ta, mislim, da 20-minuten format na epizodo in priporočam, če je zdaj komu res sede ta, kako ne rečem, Cronenberg, ampak z nasmeškom, I guess. Mislim, opisal si tako, da bi lahko bilo tudi z Belgije.
Ok, lepa. Te smrti, te čudovite smrti. Skratka, jaz nimam kaj dodati, jaz sem zelo pospešil na Brooklyn 99 in vse pogledal v resnici, tako da Nice. sem Brooklyn dal skozi in moram reči, da je res kul. No doubt. In pa imam pa še zelo malo, mislim, da do naslednje epizode lahko končno poročam o Star Wars, Clone Warsih, no, ker imam še zadnjo sezono, pa pol pred zadnje. A ja, že prav sedmo. Ta Ja. zadnja, nice. Smo pa pravim. prehitel zdaj čist. Jaz sem na Ja, peti ne. optičal. Ok, lepa. Ljudje in ljudine, ja kaj, to je bila že naša 52. epizoda. V njej smo se znova javljali iz samoizolacije, tema je bila knjiga in serija Zarota proti Ameriki ter drugi alt zgodovinski filmi in knjige. Upamo, da smo bili spet dovolj ekonomični in jedrnati. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, Trump je en pusič, Gegič. Damn right. Igor, prisluhnite vi, ki vozite Forda Harp. Čakaj, by the way, Igor, kaj pa voziš ti drugače? Toyota, oni so pa pomagali pri japonskem imperiju. Gača, Zakaj vprašaš? To je ful boljš. In skratka, Aljoša, ti mladi Harlamov. Tole epizodo smo posneli od doma, še vedno v izolaciji, še vedno čakamo, da nam vrnejo knjigo Bežigrad, kar naj bi bilo kmalu. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkite naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste jutri prebudili v fašistični Sloveniji, ste morda prestopili v drugo dimenzijo, morda pa je velika stranka samo uspela v vseh svojih načrtih. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku smo kot podcast Obot, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolce in druge zanimivosti, tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, teorije o tem, kako bi se odvijala zgodovina brez podcasta Obot, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Mi smo odločili, da bomo z vami še naslednji teden z najbrž vseeno zadnjim specialcem. Če nam bo to uspelo, boste videli naslednji teden. Na načrtu pa imamo epizodo o seriji Westworld oziroma Zahodnje, podrobneje seveda o njeni tretji sezoni. Igor mi tukaj tipka, da je kino Bežigrad drive-in od tega četrtka, Igor. Ja, Zdeželo Lala. Zdeželo Lala, super film, če hočete malo plesati v notranjosti avta in navarjenem od drugih. Pa če boste slišali en avto, ko se full derejo, to smo mi, veš. Skratka, privoščite si, kino bo nazaj, kino bo preživel tudi korono. Vabljeni ste k poslušanju, če se nas še niste naveličali naslednji teden. Ljudje in ljudine, ostanite zdravi, pazite nas in na svoje, pazite na svoje sosede in se kmalu znova slišimo, morda pa počasi tudi že kaj spet vidimo. Tole je bil podcast Obot, umijte si zobe in spate. Kaj te veš, da folk to posluša? Kao? Mogoče... Ja.